A to je kakšen instrument ali je kaj drugega? To je inštrument, ja. Najprej je to kost in v to kost so bile izdelane te luknjice in še dodatno je bila ta kost malo preoblikovana, tako da se je na njo v rekonstruirani obliki, to je ta oblika, kot je bila ta piščal v originalu, da res prav odlično igrati. Meni se zdi, da te piščali nekaj manjka, je zlomljena. Ja, ni cela, to je ležalo tam v jami, v zemlji, med kamni 50, lahko tudi 60 tisoč let. In v tem času se je poškodovala. A je bila ta piščal najdena v Sloveniji? Ja, ta piščal je bila najdena v Sloveniji, v jami Divje babe pri Cerknem. A to je najstarejši razstavljeni predmet, ki ga imate v tem muzeju? Ne, tu v muzeju imamo še starejše stvari. Že v Divjih babah so bile najdene veliko starejše najdbe, ampak ne piščali, kamnita orodja. Kamnita orodja so lahko stara tudi 100 tisoč let. Kako ste pa izvedeli, koliko je ta piščal stara? Sklepamo, da je ta piščal stara med 50 in 60 tisoč leti na podlagi datiranja organskih vzorcev iz te plasti, kjer je ta piščal ležala. Zakaj rečemo tej piščali neandertalčeva piščal? Zato, ker je toliko stara, da lahko pripada samo neandertalcem. V tem času so v Evropi živeli neandertalci. A je to najstarejše najdeno glasbilo? Ja, to je najstarejše najdeno glasbilo iz časa neandertalcev. A zna na to piščal sploh kdo igrati? Na originalno piščal se ne da igrati, da se pa odlično igrati na njeno rekonstrukcijo. Različni ljudje so že na njo igrali, ponavadi te, ki so glasbeno izobraženi, tako izvabijo zvoke iz te piščali. Odlično je na njo igral pokojni akademski glasbenik Ljuben Dimkarovski, ki je bil tudi velik promotor te piščali in je nastopal z repliko te piščali tudi širom po svetu. Boš probal zaigrati? Ni tako enostavno, ne? Je treba malo prakse. A to je tista piščal, ki smo jo videli prej tam od zgoraj? Ja, zgoraj na stalni razstavi smo videli originalno piščal, to je pa kopija. Ta kopija je izdelana iz lesa in je tukaj na ogled in na vtip vsakemu obiskovalcu, da je lahko prime v roko in se tudi pobliže ogleda, pa mogoče poskuša na njo zaigrati. Smo pa v jami arheologi našli še druge zanimive zadeve. Recimo odlomke koščenih konic iz časa neandertalcev. Ampak kar je zanimivo, ta konica je še veliko starejša od piščali. Ta konica je stara nekaj čez 100 tisoč let. Potem imamo tukaj fosilne dlake jamskega medveda. To je bilo sploh prvo odkritje na svetu, da se je v neki jami našlo fosilne dlake jamskega medveda. Že tukaj na prvi strani piše, da je to najstarejše glasbilo, staro do 60 tisoč let. Tukaj vidimo prizor neandertalcev v jami, zbranih ob tabornem ognju, kako počivajo po napornem lovu in se kratkočasijo z igranjem na piščalko. Tu je lega jame označena, vidite, kje je visoko nad dolino, v kakšnih strmih pečinah leži ta jama. No, tule pa prikaz, na kateri kosti, medvedji kosti, je ta piščalka izdelana. To je bil medvedji mladiček, star leto do 2 leti. Piščalka je pa izdelana na njegovi levi stegnenici. Izdelali so jo pa s kamnitimi orodji in tudi so lahko izdelali s koščenimi orodji. Vsa ta orodja smo našli v jami.